Marsikaterega Mariborčana na čase, ko je kino Partizan še obratoval, vežejo lepi spomini. Tukaj so se mladi čez dan družili na kavicah, ob večerih pa zahajali v kino. Mislim, da je to kar lepa zgodovina za tem, ko smo mi hodili v ta kina, predvsem ta kino Partizan. Se spomnim, ko so še bili stari sedeži, leseni sedeži. V Mariboru so bili takrat samo 3 kini, tako da to je bil pač eno od teh kin. Če kak je vreden film igral, sem šel gledat. Če ne pa pač katerega drugega, nekje so bili približno, nekje je to enake. Sedaj se kino Partizan očitno le obetajo lepši časi, saj naj bi se zanj zanimali nekateri mladi kulturniki, ki naj bi ga po vzoru kina Udarnik obudili. Kot pravijo v zavodu Udarnik, bodo imeli mladi nadobudneži precej zahtevno delo. Partizan je namreč po njihovem v primerjavi z Udarnikom v neprimerno slabšem stanju. Se pravi, da nek ta začetni investicijski vložek v Udarnik, zagonski vložek bi bil manjši, tako da ja, Partizan pa je res potrebna ene temeljite obnove in ene velikanske investicije, preden bo lahko začel delovati. Tudi malo gledaš na to, da se čim manj moteč tudi za stanovalce. Zdaj dvorana Partizan je v bistvu potegnjena v blok stanovanjski, ta dvorana je vseeno malo bolj dislocirana, torej nima stanovanj direktno nad sabo. Tako da te neke odločitve so prevladale. Osnovni finančni vložek naj bi samo za ureditev ogrevanja znašal nekje med 20 in 30 tisoč evri. Poleg tega bodo novi najemniki na zahtevo lastnika morali predložiti tudi konkreten program dela. Tisto, kar smo morali predložiti, je nek, rečemo temu, poslovni načrt, kaj nameravamo tukaj in kaj se bo tukaj dogajalo. Tako da na osnovi tega, kar smo pripravili, nekega našega koncepta, smo se potem uspeli dogovoriti z DSU-jem, da je to neka stvar, ki se tudi njim zdi potrebna in je potrebno podpreti. Da sedanja podoba kina Partizan precej kazi mestno jedro, se strinja tudi direktorica GIZ Tatjana Mileta. Sem prepričana, da Maribor premore dobre vsebine za ta poslovni prostor, verjetno pa res vprašanje sredstev, ki bi lahko določena društva financirala programe. Hkrati pa en velik problem, pojavlja se določeni lastniki poslovnih prostorov, verjetno zahtevajo visoko najemnino. Imeni interesentov, ki se zanimata za najem kina Partizan, nam pri DSU-ju niso razkrili. Prav tako nam niso zaupali, kako dolgo bodo potekala pogajanja o morebitnem najemu. Klavrna podoba Partizana bo tako očitno do nadaljnjega še naprej kazila podobo mestnega jedra.